Najbolj seveda tisto, kar ljudje vidijo, je to, da so zrasle cene. Krka je v preteklem mesecu imela 70% več mesečnega prometa v delnicah, v količini, kot je bilo recimo v povprečju lanskega. Zdaj se nam zdi recimo dobro, ko kakšna naša družba preseže mnogokratnik dobička 10, takrat smo govorili stalno 30, 40, celo 50. Takrat so bila pričakovanja trga na drugih nivojih. Če vložimo 5000 evrov v tak ETF, bo ta ETF mojih 5000 evrov razpršil vse te naložbe. Ta ETF, ki ga imamo na SB Top, je zdaj res, dajmo reči, pone, oziroma privabo zelo veliko število vlagateljev. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič, tokratna tema pa borza, seveda s poudarkom na Ljubljanski borzi in vsi odgovori, ki jih morate poznati, sploh če se na ta parket podajate prvič. In o tem največ ve Andraž Aš z Ljubljanske borze. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Da na začetku poveva, da bojo ljudje malo vedeli, kaj sploh borza, Ljubljanska borza je, z čim vsem se da tam trgovati. Ljubljanska borza upravlja dva trga in na njih srečamo različen spekter inštrumentov. Imamo tistih najbolj varnih, govorimo o kratkoročnih državnih menicah, potem imamo zelo različen spekter državnih obveznic, spet zelo varen inštrument, tukaj govorimo o ročnosti od 1 leta pa do skoraj do 50 let, ali pa celo še nekaj več, potem pa gremo na bolj riskantne inštrumente. Na eni strani podjetniške obveznice, seveda pa tisti najbolj zanimiv inštrument pri nas so delnice. Kakšen je običajno dnevni promet in seveda s čim se najpogosteje trguje? Niso vsi inštrumenti enako zanimivi, seveda. Drži, zmerno je trgovanje skoncentrirano na tistih par najbolj zanimivih. Dnevni promet pa zelo, zelo varira. Lahko se zgodijo kakšni nepričakovani dogodki, ki nasplošno vplivajo na razpoloženje vlagateljev. Zamislimo si začetek vojne v Ukrajini, gremo še korak nazaj, začetek covida, to so bili nori časi na borzi. Najdemo tudi čista obdobja borznega mrtvila, bomo rekli, avgusta grejo vsi na morje in trgovanje je takrat res zelo malo. Zgodijo se pa tudi posamezni dogodki pri nekem izdajatelju, recimo objavi zelo dobre ali pa nepričakovano slabe rezultate in tudi takrat se trgovanje pospeši. Zdaj neko povprečje, v kakšnem govoriva. 2-3 leta nazaj smo govorili o povprečnem dnevnem prometu milijon pa pol, lani smo govorili že med 2 in 2,5, letos pa govorimo tudi o nekoliko višjih številkah, recimo februarja smo že se približali 4 milijonom evrov na dan. To zato, ker je delnica vsaka posamična tako rekoč več vredna, ker so cene vseh sploh glavnih delnic, torej blue-chipov, kot jim rečemo, precej zrasle, ali ker je dejansko tudi več prometa in več igralcev, ki sodelujejo v tem trgu? Vse. Dejansko borzni promet je sestavljen iz dveh elementov. Eno je seveda cena inštrumenta, po drugi strani pa je seveda tudi količina teh inštrumentov in tukaj smo na obeh segmentih opazili neko občutno povečanje, da moram reči. Najbolj seveda tisto, kar ljudje vidijo, je to, da so zrasle cene. Ampak tudi pri nekaterih delnicah so se bistveno povečale količine inštrumentov, s katerimi se trguje. Zdaj mislim, da recimo Krka je v preteklem mesecu imela 70% več mesečnega prometa v delnicah, v količini, kot je bilo recimo v povprečju lanskega leta. Kakšen pa je nek tak letni promet, da vemo, koliko denarja se obrne na Ljubljanski borzi v enem letu in to za vsemi inštrumenti, torej tako temi bolj varnimi, kot recimo tudi delnicami ETF. Recimo v letu 2023 smo govorili na koncu nekaj 330 milijonih evrov. Lani smo presegli številko pol milijarde, 506 milijonov smo govorili, letos kaže na letos še več. Je pa to vedno varira in še zmerom smo kar precej daleč od tistih številk iz borznega buma, recimo leta 2006, 2007, 2008. Ravno to sem želela vprašati, kakšna je torej primerjava s tem, še vedno nismo na nivojih iz leta 2007, oziroma da smo počasi dosegli nivoj iz leta 2008, ki pa niso še vedno vrhunec, oziroma ta zgodovinsko najvišja meja. Primerjava torej recimo pričakovanja letos, pa kar je bilo lani, z tem najboljšim obdobjem Ljubljanske borze. Tisto težko mu rečemo najboljše obdobje. Definitivno je bilo najbolj noro. Bilo pa je noro v vseh pogledih. Recimo, takrat smo govorili o pol milijarde letnega prometa, kar je bil vsekakor najvišji letni promet v zadnjih 5-6 letih. Takrat smo govorili o več kot 2 milijardah
letnega prometa. Povprečno število poslov na Ljubljanski borzi, celotno število poslov na leto je bilo zelo okoli 42,000. V lanskem letu, takrat smo govorili skoraj o 300,000 število poslov. To so bile neprimerljive številke. In ja, nekateri tečaji so se že vrnili na tiste nivoje, oziroma so jih bistveno presegli. Že zgodovinske meje. Če pa govoriva še o dividendah, ki so jih družbe pridno izplačevale ta čas, smo že bistveno višje. Ampak tudi, recimo, če primerjava vrednotenje v tistem času, to je bilo res neprimerljivo. Zdaj se nam zdi, recimo, dobro, ko kakšna naša družba preseže mnogokratnik dobička 10, takrat smo govorili stalno 30, 40, celo 50. Takrat so bila pričakovanja trga na drugih nivojih. Najatraktivnejše zagotovo prva kotacija, dajva povedati, katera podjetja sodijo v prvo kotacijo, kaj morajo izpolnjevati, da so v prvi kotaciji, in verjetno je to tisti del, ki največ poslov dnevno pritegne. Vsekakor. Prva kotacija pri nas je sestavljena iz 8 delnic. To je 8, dajmo reči, najbolj atraktivnih izdajateljev, tudi vsekakor največjih. Najbolj poznana dva sta vsekakor Krka in NLB, sledita 2 zavarovalnici, Sava Re in Triglav, potem pa imamo Luko Koper, Telekom, Cinkarno, Celje in pa Petrol. In tudi NLB in Krka sta že dosegli rekord zgodovinsko najvišje cene delnice. NLB vsekakor, ker sploh ni kotiral, vsaj ne v takšni obliki, Krka pa tudi, pa sploh če upoštevamo dividende, kot sem rekel, je to bistveno više. Zdaj, kakšnem prometu govorimo? Po številu poslov prva kotacija praktično predstavlja vse. Mislim, da govorimo o 96% vseh poslov se sklene s prvo kotacijo. Kar niti ni tako presenetljivo, ker tukaj je dejansko skoncentrirana tudi masa delničarjev. Če govorimo o številu delničarjev, Krka ima trenutno okoli 47,500 delničarjev, Petrol okoli 20,000 in tako dalje. To je tisto, kar dejansko poganja število poslov. Če govorijo po vrednosti, pa prva kotacija še vedno močno prevladuje, ampak tukaj govorijo pa okoli 85% vse vrednosti poslov na Ljubljanski borzi se sklene v prvi kotaciji. Znotraj prve kotacije, pa kakor rečeno, glede na rezultate, glede na tržno kapitalizacijo in zanimanje vlagateljev, močno prevladuje predvsem Krka. Krka je naš dolgoletni rekorder po številu poslov in po vrednosti z teh sklenjenih poslov, ampak zadnje čase je zelo blizu tudi NLB. Ima pa Krka tudi najvišjo tržno kapitalizacijo. Vsekakor, govorimo preko 5 milijard. Kaj pa je standardna kotacija? V čem se razlikuje torej prva kotacija od standardne in katera podjetja so pa v standardni kotaciji? V standardni kotaciji imamo trenutno 9 izdajateljev, med njimi tisto, kar je zanimivo za vlagatelje, so določene, ne bom rekel nišne, ampak specifične zadeve, ki vsakemu vlagatelju pridejo prav. Recimo najdemo družbo Equinox, to je nepremičninska družba. V prvi kotaciji nimamo nobenega izdajatelja, ki bi se ukvarjal, dajmo reči, nek REIT sklad, to je neka primerjava v Sloveniji, ki bi nalagal nepremičnine. Po drugi strani imamo Salus, trgovca predvsem s farmacevtskimi izdelki, imamo pa seveda tudi Unior. To je spet neka čisto druga panoga. To je tudi v standardni kotaciji lahko najdemo določene družbe, s katerimi si vlagatelj popestri svoj portfelj, ampak seveda treba upoštevati. Tukaj so manjša podjetja, njihova likvidnost je manjša, niso tako zanimiva pri vlagateljih. In prej, ko smo recimo govorili o prvi kotaciji, v prvi kotaciji družbe morajo izpolnjevati določene višje standarde. Tudi kakšna družba v standardni kotaciji jih prostovoljno govorijo, recimo o kvartalnem poročanju, ampak vsekakor. Tiste družbe v prvi kotaciji običajno namenjajo več poudarka samemu odnosu, privabljanju in komunikaciji z vlagateljem. Tudi mednarodno govoriva, recimo tam je angleško poročanje stalnica. Razni dogodki, webinarji, kjer se direktno od poslovodstva družbe praktično vsak kvartal sliši, torej da lahko ti kot delničar včasih tudi vprašaš poslovodstvo, tudi ko je par 10,000 delničarjev, to vse najdemo v prvi kotaciji, medtem ko v standardni kotaciji tega običajno. In v standardni kotaciji verjetno tudi ni vsak dan prometa z vsemi podjetji, ki so tam notri. Drži. Med njimi najdemo določena podjetja, ki so bolj zanimiva, pa nekatere kakor niso, ampak povprečje je pa daleč od. Ravno zato, ker ljudje morda niso dobro poučeni ali pa niti nimajo časa, da bi zdaj spremljali vsako posamezno podjetje, kaj se dogaja, kakšno so njihova poročila, kako posluje kvartalno, letno, načrti, dividende, v končni fazi je treba upoštevati tudi mednarodne trge in geopolitično.
dogajanje, se radi odločajo za ETF-e. Imamo ETF-e tudi na Ljubljanski borzi, tako da treba povedati, kaj so ETF-i in s kakšnimi ETF-i se pri nas lahko trguje. Zdaj, kot vlagatelj, vedno ti vsi pravijo, ne vseh jajc v eno košaro, te razprši. Ampak po drugi strani pa mogoče nimaš znanja, ne veš, kam bi dal, pa tudi težko je, če nimaš zelo veliko sredstev, jih zelo učinkovito razpršiti. In kaj pa, če bi ti vnaprej nekdo pripravil neko košarico, ki jim to po zelo sprejemljivi ceni, v katero bi ti vložil in on bi to tvoje premoženje razpršil. To so klasični ETF-i in definitivno gre za eno najboljših inovacij na kapitalskem trgu. Gre za vnaprej znano košarico inštrumentov, običajno sledi nekemu indeksu in če vložimo 5000 evrov v tak ETF, bo ta ETF mojih 5000 evrov razpršil vse te naložbe. Recimo na Ljubljanski borzi trenutno imamo na voljo 4 ETF-e, tisti, kjer je najbolj zanimivo, nastavimo na naš indeks SB Top, kjer imamo vse družbe prve kotacije in družbo Equinox iz standardne in enostavno ta ETF za relativno nizke stroške, ko govori o skladih, razprši te evre med te naložbe zame, da ne rabim kupovati vsake posebej. Torej, če vložiš 5000 evrov, vložiš teh 5000 evrov vseh 9 podjetij, ki so v indeksu in torej ne rabiš sam se odločati, katera delnica ti je boljša, slabša in tudi se verjetno njihova teža oziroma ponder glede na ceno v celotnem indeksu določa. To pomeni, da ko nekdo zraste, je tudi ponder tež, ki je v ETF-u večji. Prilagaja se indeksu, zmerom sledi v teži v indeksu, indeks se pa seveda kvartalno prilagaja glede na tok proste kapitalizacije in pa seveda ceni delnice. Zdaj, ko govorimo o ETF-ih, mi smo jih uvedli par let nazaj in v tem času, če od začetka vlagatelji tega še niso prepoznali kot nek zelo zanimiv inštrument, govorijo pa predvsem v zadnjem mesecu, tudi mesecu predtem, pa kar veliko rast. Recimo v februarju letos smo imeli poslov za 6-kratnik celotnega lanskega prometa z našim ETF-om na SB Top. Recimo tudi na Zagrebški borzi, ko govoriva, ETF na slovenski indeks SB Top je bil drugi najbolj likvidni inštrument na celotni Zagrebški borzi. Tako da ta ETF, ki ga imamo na SB Top, je zdaj res, da mu reče poletu, oziroma privabil zelo veliko število vlagateljev. In začel je kotirati tudi v tujini. Res je. Najprej Hrvaška, Slovenija, zdaj pa tudi Romunija se odpira. Kako pa je z številom vlagateljev? Prej sem omenjala te letne mase denarja, ki so se obračale na borzi in seveda se še vedno, in sva rekla, nismo tam, ko smo bili leta 2007-2008, pa vendarle, kakšno je število vlagateljev, sploh malih, ki se dnevno, tedensko, mesečno ali pa letno vklapljajo v to igro, bi lahko rekli, glede na to, da Ljubljanski indeks je bil lani nekako je variiralo, ampak je bil tam nekje v drugi peterici najboljših indeksov, kar se tiče rasti. V letošnjem letu, če se ne motim do začetka marca, je bil nekaj časa celo najdonosnejši indeks na svetu. Lani tudi prva ljudska obveznica, kar nekaj, torej 5600 novih odprtih trgovalnih računov, se recimo vse to, torej dobra rast indeksa, dobro poslovanje podjetij, ker ni samo indeks pomemben, pomembno je tudi, da podjetje samo po sebi je zdravo, in pa vedno več vlagateljev, ki imajo račune, se je to nekako poznalo v številu vlagateljev, ki letno na novo prihajajo recimo na trg. Vsekakor v zadnjem času smo imeli kar veliko teh pozitivnih signalov, ki privabljajo vlagatelje na trg. Zdaj, če govorimo o številkah na letni ravni, imamo okoli 10,000 oseb, ki se vključijo neposredno na kapitalski trg preko Ljubljanske borze. Če govorimo o številu vseh, ki v Sloveniji delnice pa druge finančne inštrumente neposredno imajo, govoriva nekaj manj kot 90,000, mislim, da 87,000. Zdaj govoriva, se bo pa vsekakor vsako ljudsko obveznico se običajno to število kar precej poveča. Zdaj, zgolj za primerjavo, v tistih najboljših ali pa najbolj norih časih 2007-2008 smo govorili nekje o 600,000 ljudeh, potem je pa to šlo najprej bolj polahko, potem pa kar krepko navzdol. Ampak, recimo vzemiva leto 2012. To je bilo najnižji nivoji cen so bili takrat na Ljubljanski borzi. Vseeno pa finančne inštrumente v Sloveniji je imelo 500,000 ljudi.
Skoraj vsak četrti Slovenec je imel nek finančni inštrument. V naslednjih letih je ta številka kar precej zgrmela, do danes smo prišli nekje manj kot 90.000. Ampak od 2012 do zaključka lanskega leta, ali pa recimo še letošnji januar, smo govorili o 670% donosu, ker je bilo neverjetno, če pogledamo, večino so naredile dividende, v primerjavi z marsikaterim svetovnim indeksom oziroma svetovno borzo. Ta val smo dejansko Slovenci zamudili. Zdaj, indeks je šel v preteklih 2 letih kar precej navzgor. Če upoštevaš dividende, lani preko 40%, letos govorimo o parih mesecih že okoli 20%. Hvala Bogu, to ni zaradi tega, ker bi prišlo do neke norije, saj zaenkrat. Precej se je izboljšalo poslovanje podjetij. Če smo pri nekaterih delnicah šteli dividende v desetinah centov, še pred parimi leti, danes tako pri kakšnih govorimo že o parih evrih. Tukaj se je izboljšalo in če bo to trajalo, bo to seveda tudi upravičilo te povečane tečaje. Če govorimo o vseh teh pozitivnih signalih, ljudska obveznica je lani prinesla preko 5000 novih računov in ti ljudje se počasi vključujejo na kapitalski trg. Seveda, to je varen inštrument. Najprej to je alternativa bančnemu depozitu, ampak to je super odskočna deska, da s časoma vlagatelji spoznajo še kaj drugega. Potem smo seveda imeli tele tečaje in privabilo je male vlagatelje, zaenkrat, kar mi opažamo, predvsem se je število delničarjev povečalo pri ene par delnicah. Govorimo o Krki, Saviri, mislim, da tudi Luka Koper je kar tako opazen skok od začetka letošnjega leta, so se dodatne osebe vključile, številke niso zelo velike, če preverjava z par 10.000 delničarji, ampak govorimo v enem mesecu 200-300 dodatnih ljudi in ta trend se zaenkrat nadaljuje. Torej, novi ljudje se vključujejo. Zdaj bo še druge izdali ljudske obveznice, tako da zaenkrat se kaže v pozitivno smer. Se torej vračajo vlagatelji, ki so morda imeli ali 2728 od tega balona, ali pa potem zaradi reševanja bank, ko so izgubili svoje delnice, tisti, ki so jih vložili, po teh slabih izkušnjah, ki očitno so pri Slovencih pustile kar globoko sled, ali se torej tudi te zdaj vrača? Tisto je bila res ena taka epizoda, recimo NKBM, ljudje smo stali v vrstah in na koncu izgubili vse. 10 let naprej. In tudi ta padec števila ljudi, ki je imetnikov delnic. Vsekakor. To je bila negativna epizoda in ljudje so seveda rekli, mi se tega ne gremo več. Ampak 10 let naprej, 2018, NLB, druga banka. Nobene vrste ni bilo za bančnimi šalterji, dajmo reči. Jaz sem prišel, pa sem imel kamorkoli bi lahko šel. Vse skupaj nas je bilo, mislim, 1600, ki smo takrat vložili v prvi izdaji, ampak za razliko od NKBM je zaenkrat izjemno pozitivna zgodba. Tako da priložnosti se zmeraj najdejo in mogoče takrat iz 2008 bi se lahko nekaj naučili, da ne vseh jajc v eno košaro. Predvsem pa brez zadolževanja za eno samo delnico, kar so takrat tudi ljudje počeli. Da končava za Vzajemno, torej zagotovo bomo dobili še eno podjetje, ki bo kotiralo. Ljudje bodo dobili hote ali ne hote, nekateri bodo morali, nekateri so se odločili te delnice. Lahko to dodatno spodbudi in trgovanje in zanimanje in v končni fazi veliko število novih delničarjev, novih igralcev bo prišlo na ta trg. Vsekakor. Mislim, mi se tukaj ne slepimo. Večina teh ljudi bo prisilnih delničarjev, vključno z mano ali pa mojimi družinskimi člani. To je delnica, katero pa nisem prostovoljno vlagal. Ampak te delnice dobiš in tukaj zelo veliko ljudi se bo odločilo, da bo te delnice enostavno prodalo in vzelo denar. Ampak govorimo o res velike številki in marsikdo tukaj, sem prepričan, bo prepoznal vrednost in del svojih prihrankov začel nalagati na kapitalski trg. Mogoče prevzemiš kakšno delnico dodal, potem pa tudi kakšno drugo družbo ali pa konec koncev, če se bo zaželel varne naložbe, ljudska obveznica. Torej, vsaka nova stvar na borzi seveda je pozitiven korak v pozitivno smer. Točno tako. Najlepša hvala. Hvala.